Tovrstni dogodki, kot je današnja konferenca Inovacija energetike, da res en tak prijeten pogled v področje, na katero vse v bistvu vplivajo današnji inženirji, s čim vse se v bistvu v stroki energetike ljudje ukvarjajo. Zanimivo je, ker se vidi res veliko različnih pristopov, ideje, ki bodo dejansko nekako spremenile naš jutri. Vodik kot potencialni vektor, energetski vektor, je precej znana tema. Veliko je nekih pričakovanj, kjer vse bi vodik lahko uporabljali, kaj vse bi nam lahko doprinesel, kaj vse bi lahko nadomestil. Z vodikom je tako, da trenutno ga še vedno veliko večino proizvajamo iz fosilnih goriv. In prva stvar za neko uporabo vodika za razogljičenje naših sistemov pa bi bilo potrebno zagotoviti, da imamo mi brezogljični vodik. Torej bi bilo v prvi fazi treba poskrbeti za to, da se recimo elektroliza lahko proizvaja v večjih količinah. Težava pri tem je to, da trenutno so te postopki še precej dragi in še ne konkurirajo vodiku iz fosilnih goriv. Tako da bo kljub temu, da imamo že kar nekaj tehnoloških rešitev, bo zagotovo potrebno še kar nekaj dela, da bi bil vodik recimo prisoten v našem vsakdanu še bolj. Zanimivo bi bilo recimo proizvajati vodik za jedrskimi elektrarnami, ker le-te obratujejo res več kot 90% časa v letu, s tem pa se cena vodika zniža. V praksi je žensk oziroma deklet v energetiki res manj. Se pa opaža, da se tako na tehničnih študijih in tudi pri zaposlovanju mladih ta procent spreminja. Je vedno več deklet, ki jih zanimajo ta področja, kar je pohvalno. Sama sicer pravim, da je potrebno slediti tistemu, kar te zanima. Torej ni tako pomembno, ali smo dekleta, fantje, važno je, da res pač najdemo tisto področje, kjer nam predstavlja izziv, kjer smo dobri, kjer nam je zanimivo in da pač smo sposobni mogoče spustiti to, mogoče neke te predsodke, kaj za nekoga je, pa kaj za nekoga ni, in da se res sledi temu nekemu notranjemu klicu. Se opaža, da se res v podjetjih, tudi kot je naše, se izkazuje interes, mlade inženirke prihajajo in tudi svoje delo res korektno opravljajo, tako kot vsak, ki ga neko področje zanima.